Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Na glas. Danes bomo spregovorili o kmetijstvu, pa sadjarstvu, poljedelstvu, torej vse, kar kmetijstvo združuje. Zato v moji družbi pozdravljam tri goste. Gospo Tamaro Korošec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospoda Andreja Vogrina, znanega po njegovih jagodih, sicer pa tudi predavatelja v sadjarstvu, kaj ne? Drži. Dober dan. Dober dan. In pa gospod Timotej Horvat, ki je prav tako iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda, sicer pa specialist za poljedelstvo, če se ne motim. Tako, pozdravljeni. Lepo pozdravljeni vsi v moji družbi. Če se najprej dotaknemo malce ekološkega kmetovanja. Gospa Korošec, kako je to v Sloveniji že razvito? Ja, ekološko kmetovanje je v bistvu v Sloveniji prisotno že zelo dolgo, iz konca 90-ih let. Tako da na začetku je kar strmo raslo, zdaj pa dejansko raste. Vsako leto dobivamo kar nekaj 10 ali pa 100 novih kmetij. Vendar pa je ta krivulja razvoja mogoče zdaj malo počasnejša, kot je bila prej. Imamo nekje 3800, nekaj čez 3800 kmetij, ki so v ekološki kontroli. To pomeni, da večina od teh ima že certifikate, vsako leto jih pa nekaj pristopa in ti grejo najprej skozi to preusmeritveno obdobje, ki traja bodisi 2 leti, bodisi 3, odvisno za njive 2 leti, za trajne nasade, kot recimo so jagode, pa 3 leta, oziroma še bolj vinska trta, pa sadovnjaki recimo. Čemu bi pripisali, da na začetku strm poskok tega, zdaj pa bolj počasi? Ja, to je povezano z več faktorji, tako da včasih je težko ocenjevati. Na začetku, jaz rečem, vedno so šli noter tisti, ki so res bili zavedni ekologi že po srcu, recimo, in pol počasi je to raslo, se širilo. Danes je zelo veliko te populacije že kar ostarele, zato smo imeli tudi kar nekaj izpada oziroma so kmetije tudi izstople. Danes pa je situacija malo nesigurna. Ljudje se težje odločajo, zato ker morda niso sigurni, ne vejo, imajo že ustaljene trge, pa ne vejo, kako bo, ko bojo prišli recimo v ekološko. Nekateri se bojijo upada pridelka ali pa da ne bodo mogli pridelovati več na načine, kakor so prej. Se pravi, treba je v bistvu v ljudeh spremeniti celotno kulturo gledanja na samo kmetijstvo, na potek kmetovanja, na tehnologije, ki se uporabljajo. Ko se to enkrat v glavah premakne, potem je v bistvu zadeva lažja. Na začetku pa je kar precej strahu pri tistih, ki so navajeni recimo kmetovati na konvencionalni način, kaj so vse tiste spremembe in kaj bo za njih to pomenilo, ali bojo to zmogli, ali bo to finančno odtehtalo in podobno. Gospod Vogrin, vi ste med tistimi, ki čaka, da boste postali ekološki. Ste trenutno v kateri fazi? V preusmeritvi, tako kot je gospa povedala, je nekaj časa potrebnega, da zadostimo vsem pogojem. Mi pridelujemo jagode na ekološki način. Certifikata še nimamo, ga dobimo naslednje leto. To je namenjeno temu, da se zemlja, ki je bila predtem pridelovana na konvencionalni način, pripravi in da lahko zagotovimo vse pogoje, da so potem plodovi ali kakršnikoli drugi pridelki res ekološki. Torej, delujete pa že zdaj tako, kot boste vsa prihodnja leta, samo čaka se certifikat in da bo zemlja čista. Ja. V tem prehodnem obdobju absolutno moramo delati po ekološkem načinu. Mi smo pa se s tem ukvarjali že bistveno prej. 10 let in več. Jaz mislim, da je to prava pot. Marsikdo skoči v to ekološko pridelavo kar na glavo, pa je potem presenečen nad kakšnimi stvarmi. Mi smo se tega lotili drugače. Želeli smo preizkusiti pridelavo, spoznati vse bolezni, spoznati vse škodljivce. In ko smo vse to obvladali in vedeli, kaj nas čaka, smo se odločili, da pristopimo k ekološki pridelavi. Se vam zdi torej boljše ta način, da greš korak za korakom, da spoznavaš, ne samo naenkrat skočiš na glavo in potem si presenečen? Imamo podporo v kontrolnih organizacijah, ki nam pomagajo, če kaj ne znamo. Jaz pa mislim, da je boljše, da... Dobro, to je naša pot. Ni rečeno, da je edina, ne? Marsikdo se je takoj odločil in se prepustil temu, ampak vseeno jaz mislim, da pridelavo je treba poznati. Lažje nam je, kot če bi šli takoj
ekološko pridelavo. Najlepša hvala. Gospod Horvat, poljedelstvo je pomembna panoga kmetijstva, kaj ne? Ja, vsekakor. Dejansko tudi največ površin je zasejanim z kulturami iz poljedelstva. Če samo gledamo pšenica, koruza, potem oljna ogrščica, tudi vrnila se v zadnjih letih sladkorna pesa, ki je bila posejana na skoraj 200 hektarjih v prihodnjih letih, zdaj v letošnjem letu se planira nekje 110 hektarjev. Ampak ta se izvaža na Hrvaško, ne? Se izvaža na Hrvaško, je pa zelo zaželjena v samem Kolobarju. Predvsem, ko se je pač zaprla ta tovarna v Ormožu, vsi ti kmetje so potem začeli še bolj na večjo pridelovati koruzo, kajti koruza je taka poljščina, ki je dejansko ima velik donos, je tudi zelo, kako bom rekel, rentabilna, kar se tiče same ekonomike, ampak seveda ni pa dobro, da je na takšnem območju toliko. Predvsem zaradi širjenja bolezni, kot sta ta koruzni hrošč in pa seveda koruzna vešča. Je pa tudi seveda pomembno, da je čim bolj pester kolobar, predvsem zaradi vseh ostalih organizmov, tako v zemlji kot tudi zunanjih. Tudi škodljivcev imajo manj možnosti, da se razširjajo, tudi bolezni je manj, kolikor je pester kolobar, tako da smo prav veseli, da se vseeno malo nekaj vrača. Je pa res, gre na Hrvaško, ampak bomo videli, mogoče se pa še kdaj tudi zažene ormoška tovarna nazaj. Najlepša hvala. Gospa Korošec, zanima me, kako pa poteka kontrola ekoloških kmetovalcev? Torej, verjetno kar prepuščeni potem sami sebi niso. Ne, res je. Se pravi, marsikdo reče, mi pa doma delamo ekološko ali pa se nič ne uporabljamo, smo sonaravni, vendar to še ne pomeni, da so tudi v ekološki kontroli. Vse kmetije, ki imajo ekološki certifikat, se dejansko vpišejo tekom leta, ampak dejansko je glede subvencijske kampanje najboljše, da se vpišejo decembra, tik pred iztekom tekočega leta v kontrolo, k eni od kontrolnih organizacij, trenutno imamo v Sloveniji 4. In s tem, ko oni tam podpišejo pogodbo, se zavežejo, da bojo v bistvu kmetovali na ekološki način in kontrolna organizacija prevzame nase, da jih bo kontrolirala, da dejansko uporabljajo tisto, kar je dovoljeno v ekološkem kmetovanju, da se držijo pač vseh teh pravil, ki so v uredbi. Tako da imajo potem kontrolo minimalno enkrat letno strani svoje kontrolne organizacije, po potrebi večkrat, pri kakšnih nepričakovanih prijavah večkrat, lahko pa imajo tudi kontrolo potem tudi še strani Agencije za kmetijske trge. Tako da nekako kmetovalcem, ki pri nas kmetujejo ekološko in so podvrženi tem kontrolam, bi rekla, da lahko zaupamo. Se jim gleda pod prste. Se jim gleda pod prste. Gospod Vogrina, bi lahko rekli, da je epidemija malce ta zavest Slovencev spremenila, da kupujejo lokalno, kupujejo od lokalnega kmeta, lokalnega pridelovalca? Jaz mislim, da se to spreminja. Zavest ljudi je drugačna, kot je bila pred leti. Jaz mislim, da nekaj let nazaj, desetletje, mogoče več ali pa tudi manj, je najpomembnejšo vlogo igrala cena. Danes ni tako, marsikdo je pripravljen za boljši pridelek tudi plačati več, pa ni rečeno, da je cena drugačna, lahko je tudi nižja. Ljudje iščejo lokalno, pripravljeni so kupiti pridelke, ki so naredili nič ali pa zelo malo kilometrov, ne pa 1000 ali 2000 ali ne vem koliko. Tako da jaz mislim, da slovenski pridelek v lokalnem okolju zagotovo ima možnost prihodnost. Čeprav vemo, jagode, naprimer, kot sam pridelovalec jagod, lahko kupimo že januarja na policah. Mnogi potrošniki, trgovinskih seveda, vaših ne, mnogi potrošniki verjetno si rečejo, zakaj pa ne? Ja, ta globalizacija je naredila kakšno dobro in kakšno slabo stvar. Včasih smo jedli ne samo sadje, tudi vse druge pridelke, takrat, ko so bili na voljo. Pa če ostanem na sadju, najprej so bile jagode, potem so prišle češnje, pa pol marelice, pa potem slive, pa hruške, pa jabolke, pa vse vmes še. Danes lahko večino sadja dobimo vso leto. Jabolke absolutno vso leto, pa tudi jagode praktično celo leto, pa danes lahko v trgovini kupimo in borovnice in maline in lahko kupimo breskve in še kako drugo sadje.
Za trgovce super, za potrošnike super po eni strani. Vso to sadje, ki je danes na polici, je prišlo do nas daleč, naredilo 1000, 2000, 10 000 kilometrov, bilo pobrano, to je najbolj pomembno, bilo je najverjetneje pobrano, preden bi bil pravi čas za njega. Ker sadje moramo pobrati takrat, ko je najbolj primerno za pobiranje, to je tik pred tem, ko je primerno za uživanje ali pa takrat, ko je primerno za uživanje. Če ga pa mi namenimo transportiranju 1000 in več kilometrov, ga moramo pobrati dan, dva, teden dni prej, kot bi bilo dobro. Praktično nezrelo torej. Tako. In to sadje ni razvilo svojega okusa, svoje arome, vseh pozitivnih lastnosti, ki jih lahko ima, barve. Barvo nekatero sadje še dobi kasneje. In marsikateri potrošnik je potem, ko kupi to sadje, enkrat, dvakrat razočaran. In potem, ko pride slovensko sadje na polico, mesec, 2 meseca za takšnim, je marsikdo reče, pa ne bom več niti tega probal. Ne rečem, da včasih lahko dobimo tudi sadje, ki je naredilo nekaj 1000 kilometrov v redu, zagotovo. In tudi ni sigurno, da bo vso sadje, ki je pri nas pridelano, odlično. Tudi to ni res, ne? Ampak zagotovo pa je to lokalno sadje, ki ga poberemo danes prodamo, ljudje ga danes kupijo in danes pojejo zagotovo najboljše. Se pravi, direktno iz polja v usta bi lahko rekli? Oziroma... Ja, z 0 kilometri ali pa s čim manj kilometri. Torej, gospa Korošec, je torej razlika tako v kvaliteti kot okusu, če kupimo slovenska jabolka, jabolka iz Španije, jabolka še od kod dlje? Načeloma je razlika. Mi moramo vedeti, da vsa hranila od takrat, ko mi utrgamo nek plod ali pa naberemo zelenjavo, karkoli začnejo propadati, mogoče so izjeme pri določenih sadežih pa pri določenih hranilih, kjer se to ne zgodi, ampak svež produkt dobiti direktno pobran, se pravi tudi, ko je dozorela, tako je gospod Vogrin rekel, na drevesu ali na rastlini in odtrgana, je pridobila v tisti zadnji fazi še ogromno nekih hranilnih snovi, ki jih mi dobimo takrat sveže. To je ena od stvari, ki so dobre za nas. Druga pa je, kar mogoče dostikrat pozabljamo, so pa ti kilometri, ta ogljični odtis, tako da jaz se dostikrat sprašujem, ja, ekološko, ampak ekološko plus lokalno je idealno, rečemo, medtem ko pa ko kupuješ iz uvoza, pa je že v bistvu pametno pretehtati. Iz stališča svojega zdravja rečeš, ja, ok, bom kupil, ne vem, ekološke pistacije od nekod uvožene ali pa indijske oreščke, ampak če se pa vprašaš potem o tistem ekološkem odtisu, okoljskem odtisu, ki ga pol s prevozom tak produkt naredi do sem, je pa tudi že vprašljivo, koliko je to ekološko. Tako da tu vedno moraš kot potrošnik biti kar precej razgledan, da take stvari pri sebi malo razčistiš. Pa malce kritičen, kaj ne? Tudi kritičen, ja. Zdaj, ti sicer s tem pripomoreš, da je nekje ena banana nekje daleč stran bila pridelana po nekih okolju bolj prijaznih načelih, ampak doprinesel si pa tudi k temu ogljičnemu odtisu prihoda do sem. Gospod Horvat, kaj se trenutno dogaja na poljih, na področju poljedelstva, v kateri fazi torej so trenutno polja ob tem letnem času? Ja, trenutno je v pogonu setev koruze, tudi priprava na setev samih oljnih buč, soje, sončnic. Kar se tiče pa oljne ogrščice, zdaj v fazi dejansko, kjer je začela že cveteti. Tako da nekih posegov v njo več ne bo, predvsem zaradi varovanja čebel, kajti vemo, da dejansko med iz oljne ogrščice je na svetu drugi najboljši med, tako da je tudi zelo pomembno, da se dejansko naše čebele dodobra napasajo na teh cvetovih. Kar se tiče ozimnih žit, pa dejansko je zdaj takšna faza, da se dela že 3. ali pa 4. dognjevanje, odvisno v kakšni fazi je posevek. Gre pa se že tudi za prvo zatiranje z kakšnimi fungicidi in pa insekticidi, predvsem zaradi žitnega strgača, pa tudi uporaba rastnih regulatorjev, kolikor je pač posevek v takšnem stanju, da je pričakovan zelo velik pridelek, je dejansko smotrna. Kaj pa trenutna vremenska situacija, gre katerim najbolj na roko? Trenutna, tako bom rekel, letošnje leto je kar bilo zelo zanimivo. Imeli smo to sušo v mesecu marcu in pa februarju. Dejansko je bilo
po eni strani dobro za sama žita, kajti ni jih napadala nobena bolezen. Mogoče se niso tako hitro razvijale, tudi vsa rast je bila malo bolj počasna, bom rekel, predvsem zaradi pomanjkanja vode. Potem smo dobili kar nekaj dežja, zdaj vidimo, da dejansko je vse ozelenelo, tudi travniki, vse raste na veliko, malo se je sicer ohladilo, zmes je spet zastavilo, ampak dejansko bolezni in pa to se niso tako širile, kot bi se lahko. Torej, dobri pogoji letos. Dejansko so dobri pogoji, predvsem za pridelovalce. Zna se pa zgodi zdaj to, ker je bila pač obilica dežja in pa zdaj tople temperature bo pa dejansko potem prinesle to, da bo pa bolezni začele kar napadati posevke in zato priporočamo, da pač vsi kmetje tudi ne samo, da se vozijo s traktorji, da tudi kdaj stopijo s traktorja, pa vsaj malo gredo pogledati svoje posevke, da dejansko vidijo tisto dejansko stanje, ki je tam in da pravi čas ukrepajo, kajti po ognju gasiti je dejansko že prepozno. Treba je kdaj torej pregledati, kaj se dogaja na terenu. Seveda, treba je imeti, včasih si vzeti kakšno minutko pa dejansko pregledati dejansko stanje, ki ga imamo na svojih površinah. Hvala lepa. Gospod Vogrin, zanima me, kaj bi svetovali nekomu, ki želi čisto za lastno potrebo začeti samooskrbo? Nekdo, ki se nikoli ni ukvarjal, ki ni imel niti vrta doma. Bom ostal pri sadju. Jaz mislim, da nekdo, ki si želi doma pridelati, biti samooskrben z sadjem, ima velike možnosti. Začnemo z jagodami in potem, tako kot smo prej že rekli, sosadje do ta zadnjih jabolk in si lahko samooskrben praktično celo leto. Z svežim sadjem maj do september, potem pa tiste, ki jih spravimo na hladno še potem v zimske mesece in potem, če še to sadje predelamo, v kompote jih sušimo, marmelade, praktično celo leto. Zdaj, svetovati. Najprej moraš imeti zemljo in moraš to zemljo poznati. Prva stvar, ki jo treba narediti, je to, da narediš analizo tal, da vidiš, kje si. Običajno imamo vrtne zemlje ali pa zemlje, ki jih imamo okrog hiše pregnojene in potem so marsikateri problemi tukaj. Tada analiza tal. Ko imamo analizo tal, se lahko odločimo, kaj bomo tam sadili. Kot primer, če bi želeli saditi ameriško borovnico in če nimamo pH 4,5 ali pa mogoče 5, je ne bomo sadili. Ali pa če imamo namen kostanje med, tudi tega ne bomo naredili, če nimamo nizek pH. Ali pa obratno. Naj vas prekinem. Ja. Enciklopedija informacij ste. Pa vendar, kako to posameznik, ki se loteva, naj ve? Torej, kje dobiti vir informacij? Danes imamo internet. Na internetu lahko najdemo čisto vse. Pa so tam vedno nujno prave informacije. To je pa treba filtrirati, tako vse informacije treba preveriti, kaj je prav in kaj ni prav. Pri nas imamo kar nekaj strokovnjakov, ki se ukvarjajo z znanjem posamezne sadne vrste. Darinko Koronče izpostavim, ona se ukvarja z jagodičevjem. Napisala je par knjig, če poiščemo takšno knjigo, če pogledamo sadni zbor in vidimo, da tam svetuje in tudi njene prikazne rezi za določene sadne vrste najdemo na internetu, ki jih je ona naredila. Potem, če izpostavimo Nito Solar, ki se ukvarja z lupinarji. Tudi njo bomo našli. Napisala je odlično knjigo, če to knjigo vzamemo v roko, bomo marsikaj že znali. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru vsako leto organizira nekaj tečajev, kjer se ljudje lahko naučijo ali pa vsaj vidijo rezi, kako potekajo. Najprej rez pečkarja, potem koščičerja in na koncu še jagodičevja. Tudi tam je informacija, ki jo lahko dobijo. Kmetijski zavodi. Potreba je poiskati ljudi, ki se pojavljajo po medijih. Jaz mislim, da je to dovolj dober filter, da vemo potem, kaj je prava informacija. In če to poiščemo na internetu, mislim, da ne bi smeli biti problemi. Začne se pa gotovo z analizo tal, kot ste rekli. Analiza tal, potem pa dalje s temi informacijami. Zdaj, sadjarstvo je široko. Imamo lupinarje, koščičarje, jagodiče in vse drugo. Tako da v sadni vrt spada vse. Ne smemo pozabiti kot na kako kosmuljo, recimo, ki bi bila odlična v vrtu. Nove sadne vrste prihajajo, ki so zanimive. Imamo ljudi, ki imajo krasne vrtove, sadne vrtove, kjer res pridelajo si ne samo za sebe, še za vso žlahto in za vse ostale. In za sosede. In za sosede. Zaenkrat hvala, sledi kratek premor. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi, po oglasih se vrnemo še z marsičem zanimivim.
Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. Pred reklamnim blokom smo govorili o analizi tal. Tako da, gospa Korošec, tudi vi ste tu kar precejšen vir informacij, kaj ne? Torej, res, kaj more oseba najprej narediti, pa naj gre to za majhnega pridelovalca, za lastno potrebo, kot za nekoga, ki torej se želi s tem ukvarjati, s tem, da zasluži, da proda naprej pridelek. Mogoče bi štartali pri filozofiji, niti ne pri tehnologiji. Jaz mislim, da se mora vsak, ki hoče predelovati in delati zemljo, v bistvu zavedati, da gre to za en edinstven, enkraten sistem, živ sistem in da ni to samo neka substrata, neka snov, neka mrtva stvar, v katero boš ti za nekaj posadil in ti bo nekaj ven dala. Se pravi, naša tla, bodi si vrtičkarska, bodi si na njivah, travnikih, kjerkoli, so izredno bogata. Bogata živih organizmov, ali so to gljive, bakterije, drugi mikroorganizmi, deževnikov, členonožcev, v glavnem, in večjih sesalcev. Tako da moramo mi za to skrbeti. Se pravi, ko mi te ekosisteme v tleh uničimo, bodi si z različnimi fitofarmacevtskimi sredstvi ali tudi mogoče napačnimi mehaničnimi prestopi, bomo lahko imeli s tlemi velike težave in pa bojo tudi naše rastline imele težave. Tako da, če začnemo recimo z neko analizo tal, bomo dobili recimo pH, pa ali so kisla ali so bazična, bomo vedeli recimo, kjeri rastlinski vrsti to paše ali ne. In pa določene kemijske parametre, običajno so to fosfor, dušik, če ga damo zmeriti, seveda pa kalij, mogoče še magnezij, pol pa so že tiste finese, recimo še kak bor ali pa karkoli se vsak posamezen odloči, da je mogoče za neko kulturo pomembno, da se izmeri. Upoštevati pa moramo seveda, da rabimo humus, ker brez organske snovi v tleh nimamo tega živega sveta, ki nam omogoča, da naše rastline dobivajo hranila. So skozi te povezave, se pravi, mikroorganizmi v tleh dajejo določene snovi, minerale rastlinam, rastline njim v zameno dajejo sladkorje in te združbe v bistvu sobivajo. Mi sicer določene korekcije seveda lahko počnemo, čeprav imamo tako kislo, da nam neke kulture ne bojo rasle, imamo možnost tla poapniti. Pri tem seveda priporočamo naravne apnence in potem v bistvu dodajamo hranila po potrebi. Mislim, da je prej gospod Vogrin omenil, da so naši vrtički pogosto pregnojeni. Je ravno obratno, kot pa recimo na njivskih površinah. Se pravi, na pamet dajati, recimo tudi če dajemo domač hlevski gnoj, kompost, se pravi, preferiramo komposte, ali so to kompostirana gnojila živalskega izvora, ali so to kompostirana gnojila iz rastlin. Moramo ne dajati na pamet, se pravi, moramo vedeti, koliko tega odmerjamo, da ne preidemo v prevelike založenosti z elementi, ki pa tudi rastline več ne morejo črpati, ker pride do raznih antagonističnih odnosov med samimi elementi. Tako nastane tisti učinek, ki ga nismo želeli. Ki ga ne želimo, tako. Imamo nekega elementa preveč, pa pol rastlina ne more črpati drugega in podobno. To je eno, drugo pa je, da lahko tudi dosežemo previsoke pH-je. To se nam dogaja, recimo, če imamo težave na njivah, da imamo nizke pH-je, pa jih spravljamo na visoke. Vrtičkarji zelo hitro dosežejo previsoke pH-je, ker pa spet niso hranila dostopna več pri pH-jih nad 7. Tako da tu moramo tudi zelo paziti, da ne apnimo na pamet, da ne gnojimo na pamet, ker tudi komposti so bolj bazični. Vse s posvetom. Ja, ker tako da komot, se pravi, ko že ljudje vse pregooglajo, preberejo vse knjige, pa še kaj narobe, vedno lahko pokličejo svetovalno službo, pridejo k nam, tudi če so samo vrtičkarji, se pogovorimo. Hvala lepa. Gospod Horvat, torej vsakoletno večkratno gnojenje lahko naredi, kot smo ugotovili, tisti učinek, ki ga ne želimo. A lahko kdaj pride tudi do onesnaženja podtalnice ali česa podobnega? Vsekakor, predvsem zaradi nestrokovnega gnojenja. Zdaj v Sloveniji je pač to nekako že rešeno z nitratno direktivo. S tem pač lahko predvsem živinorejske kmetije dajo v enem letu le 170 kg čistega dušika na hektar površine. Potem tudi za sama gnojenja je omejitev, to pomeni, da prvo gnojenje ob setvi lahko damo samo 60 kg dušika, za dognojevanje le 80.
v jeseni do oktobra, potem tisto za zadnjo samo 40 kg dušika iz mineralnih gnojil, to govorimo. Seveda so potem še pa omejitve na vodovarstvenih območjih, kjer so še pa strožje. Tam, predvsem, če gledamo tisti najožji pas, je dejansko prepoved gnojenja z mineralnimi gnojili, tudi z tekočimi organskimi gnojili, mislim, dovoljeno je le uležan hlevski gnoj, pa še to tudi v manjših količinah. Seveda pa predvsem pride do kakšnih onesnaženj takrat, če imamo po kakšnem nanosu mineralnih gnojil večje padavine. Težave so predvsem na kakšnih lažjih tipih tal, kjer ni tistega filtra, ki bi dejansko zadržal vsa hranila, oziroma če nimamo na površini kakšnih rastlin, ki bi dejansko z koreninami prestregle sama hranila. Zato tudi priporočamo, da so tla skozi zelena, da je skozi na njih kakšen posevek, ki dejansko zadržuje ta hranila v zgornjih plasteh. Imamo tudi rastline, ki dejansko pomagajo, da nam ta hranila iz nižjih plasti prenesejo v višja. Naprimer, dober primer, takšna je tudi metulnica, sicer lucerna, ki ima tisto glavno korenino globoko tudi 10 metrov in pa še več. Seveda pa najbolj priporočljive so pa seveda mešanice rastlin, kajti tam imamo dejansko različne strukture samih korenin, tudi različne funkcije imajo te rastline in dejansko tudi različne, pa na različnih globinah prestregajo ta hranila. Tako da v večini primerov, predvsem do onesnaženja pride zaradi kakšnih neumnosti, dobesedno. Malomarnosti mogoče. Ja, imeli smo podobno težavo takrat v Hočah z tem blatom iz čistilnih naprav. Tam je tudi ogromno dušika dejansko v tistem zadevi in dejansko nitrat se je spiral kar direktno v podtalnico. Tudi potem gnojenje ob samih vodotokih, vemo, da se moramo držati tiste razdalje 5 ali 15 metrov. Če vas smem prekiniti, kako to, ta primer v Hočah, ki ste ga navedli, kako potem to sanirati, kako to reševati? Zdaj, ta zadeva se je na površinah sanirala z kakšnim zeolitom, da je dejansko vezal vse te težke kovine in pa kakšne te ostanke. Zdaj, kaj se pa tiče dušika in pa tega, bo pa dejansko se saniralo s časom, ko se bo sama količina nekako razrečila. Vse podobno se dogaja tudi z tem atrazinom, ki je bil zakopan že dolgo leta nazaj, ampak količina, mislim, koncentracija se manjša, to predvsem zaradi rečenja z vodo. Bo se to saniralo samo, ampak je pa težava predvsem na tistih površinah, ki so bile kontaminirane. Tam je rastlinska pridelava malo vprašljiva, tudi same rastline bi se mogle kontrolirati na vsebnost kakšnih neželenih snovi. Ko pride do kontaminacije v naravi, zelo težko, mislim, človeški faktor pravzaprav potem nima več vpliva. Dejansko vpliv ima, ampak zelo mali. Potem moramo dejansko gledati, da rastline takšne sadimo, ki nam to potegnejo dobesedno ven iz zemlje, da porabijo tudi kakšne stvari, ki jih lahko, oziroma moramo nekako to dekontaminirati, tako sem povedal, z zeolitom lahko to delno rešujemo. Tudi vem, da se na strojni fakulteti ukvarjajo z enim tak snov kot gel, ki bi dejansko ga lahko zakopali v zemljo, bi na sebe potegnil te težke kovine in ga potem odstranili iz zemlje. To je tudi ena od možnosti. Delajo na tem, ampak to so samo rešitve dejansko, ki potem nekako prekrivajo naše napake ali pa tako rečeno neumnost človeško. Tega ne pride, a ne? Pa seveda, da ni treba nič reševati. Seveda, vsekakor. Gospod Vogrin, kako konkretno pa vi v vašem nasadu torej poskrbite za primerna tla? Pred sajenjem jagod se z tem zemljiščem ukvarjamo že 2 leti ali več. Jaz mislim, da dobra priprava tal je osnova. Imamo ta trenutek dovolj zemljišč, da lahko to naredimo. To pomeni, da na teh zemljiščih, kjer bomo čez 2 leti posadili jagode, sejemo podore in potem skrbimo, da se z podorom te zelene mase dvigne humus. Humus nam pomaga potem pri kakršnikoli stresnih okoljih, ki bi se lahko pojavile. Tako da ta podor naredimo 2-krat, 3-krat. Uporabljamo tudi kulture, ki nam razplevelijo njive. Potem pa pred samim sajenjem spet analiza tal, gnojenje na podlagi te analize tal. Če dobro pripravimo tla,
če vse naredimo tako, kot je treba, pravi čas posadimo jagode, vse pri jagodi potem v tistem letu dni, ko ona živi, ne rabimo več dognojevati ničesar. To je silno pomembno. Res je to, da to vpliva na količino pridelka, ampak je ta pridelek potem toliko bolj kvaliteten. Torej, pravzaprav imate več zemljišč, ki trenutno sploh niso zasajena z jagodami, ampak pripravljate za naslednji 2 sezoni oziroma več let. Tako je. Jaz mislim, da če imamo namen imeti eno enoto jagod, bi morali imeti 3 enote zemljišča. Se pravi, ena enota je tista, kjer so jagode, in 2 enoti tisti, ki se pripravljata. Ena za naslednjo leto in 2 čez 2 leti in tako naprej. Veliko govorimo tudi o ekološko pridelani hrani. Tudi ta strategija Evropska od vil do vilica mora biti do leta 2030 v Evropski uniji 25% kmetijskih zemljišč vključeni v ekološko pridelavo. A menite, da smo blizu temu oziroma kako nam kaže? Ja, naše želje so tu, nekje. Vsaj 20-25, ko se pogovarjamo v teoriji, ampak država se je odločila, da bo dala za svoj cilj precej, pa vsaj nekaj nižji odstotek. Mislim, da smo tam 17-18. Jaz mislim, da lahko to naredimo. Je pa zelo velika odvisnost od tega, kaj se bo zgodilo s subvencijskimi podporami. Zdaj, situacije so na trgu trenutno zelo take negotove in če ne bo ekološko kmetijstvo finančno v redu podprto, bomo vložili kar precej napora v to, da bomo dosegli te procente. Če pa bo podpora temu kmetovanju, ki seveda nadomesti ves tisti izpad pridelka, več delovnih ur in podobne stvari, ki jih pač ekološki kmetovalec mora v svojih tehnologijah spremeniti, če bojo te podpore v redu, pa mislim, da se nimamo kaj bati. Zdaj država je prepoznala potrebo, da mi temu cilju Evropske unije seveda moramo slediti in da potrebujemo nekaj tudi injekcije na tem pospeševalnem področju, če lahko temu rečemo. Zato je bil v Državnem zboru, mislim, da ravno sprejet predlog enega od projektov, in sicer za namenjen denar iz podnebnega sklada za pospeševanje ekološkega kmetijstva za leto 2022 in 2023. Tako da se pričakuje, da se bo zdaj na tem področju precej bolj intenzivno delalo, da se bo tudi zaposlilo nove kadre, da se bo kmetije pripravljalo na ta prehod še bolj intenzivno, kot je bilo to do zdaj. Vendar pa jaz imam tu dostikrat pomisleke, se pravi, na silo siliti ljudi v neke take stvari ne gre, se pravi, človek mora dozoreti, drugače bo v bistvu v nekem takem sistemu, ki mu ne bo pri srcu. Lahko spet nastane tisti učinek kontra, ki ga ne želimo. Ja, ali pa potem pride do nekega nezadovoljstva, ali je upravljanje tega dela v bistvu lahko mu predstavlja, da je težje, ali so razočaranja, karkoli takega. Tako da jaz upam, da bomo z nekim postopnim prehodom, učenjem, privajanjem, potem tiste kmetije, ki so že zdaj blizu tega, da kmetujejo ekološko, ker mi imamo ogromno takih kmetij, ki dejansko so ekstenzivne, ne bi bilo treba veliko narediti, pa bi bile ekološke, ali pa dejansko so že, samo niso certificirane, tako da jaz mislim, da možnosti so. Ravno to, a je velika večina, oziroma ne velika večina, veliko pridelane hrane, ekološke pridelave, vendar niso izdelki tudi na koncu primerno certificirani. Ja, tako bom rekla, mi imamo nekaj težav, imamo recimo na področju mesa ekološkega, tukaj imamo ogromno ekološkega mesa, ki se ne proda kot ekološko meso. Se pravi, imamo prirejeno govedo, predvsem na področju govedoreje, tako, vendar to meso nikoli ne doseže potrošnika z ekološkim certifikatom, ampak se proda bodisi kot konvencionalno meso. Še večkrat pa mogoče je to, kar ni ravno za televizijo, imamo ogromno sivega trga, česar se pa ne zavedamo, da škoduje nekako celotnemu gospodarstvu in tudi kmetom samim po sebi včasih. Tako da tu pri mesu je ena taka, potem tudi pri mleku imamo še vedno to težavo, da določene mlekarne, tako kot je Kele, recimo krepko poznamo, oni zagotavljajo ekološko mleko in imajo recimo svoje kmetije, ki za njih pridelujejo, medtem ko pa večji sistemi, kot so ljubljanske mlekarne, recimo, imajo pa tako velike
linije, da v bistvu najprej potrebujejo dovolj ekoloških kmetij, da lahko začnejo proizvajati nek ekološki produkt. Tudi mleka se zaenkrat ekološkega še vedno kar precej vlije v konvencionalne bazene, gre pa na bolje. No? Tako da zdaj že recimo iz ekološkega mleka teh naših kmetij tukaj se dela v ljubljanskih mlekarnah, v mariborskem obratu ekološka skuta. Tako da, ko bo teh kmetij dovolj, bomo pa dobili tudi druge ekološke izdelke. Mislim, da tudi jogurt je že en zdaj. No? Tako da, počasi gre na boljše, kot gre na boljše, gre. Gospod Horvat, a je ekološko pridelana hrana lahko poceni? Zdaj, veliko potrošnikov nažalost še vedno gleda na ceno prvotno. Pravzaprav bo to vprašanje za vse, tako da se lahko pripravite tudi druge. Ekološka hrana poceni je težko, predvsem zaradi tega. Vedeti moramo, da pridelki se zmanjšajo, ko gremo na ekološko. To je dejstvo. Res je, za kakšna opravila se večkrat mora uporabiti kakšna strojna storitev, ne vem, zdaj, če gledamo primerjavo s konvencionalnim, tam lahko plevele zatreš samo z enim prehodom z herbicidom, potem škodljivce lahko zatreš z enim prehodom s fungicidom ali pa z insekticidom, pa je zadeva rešena. Ne? Pri ekološkem je pa zadeva takšna, da za kakšne odstranitev plevelo moramo delati slepe setve, potem moramo tudi z kakšnim česalom ali z kakšnimi okopalniki. Dejansko je 3 prehodov z traktorjem več, tako da na koncu mogoče na eni strani davamo za fitofarmacevtska sredstva, denar tukaj davamo za prehode. Kaj se tiče na koncu, sam strošek pridelave je kar podoben. Zdaj, predvsem na letošnje leto, če gledamo, dejansko so se vsa gnojila tudi v konvencionalni toliko podražila, da dejansko so dosegle cene ekoloških, ekološke so pa se še tudi podražila, tako da je strošek samih gnojil zelo velik, če gledamo na enoto same površine. Tako da težko bi rekel, da so lahko cenejše ali pa poceni, ali pa oziroma da se cena nekje pride na ceno konvencionalne. To skoraj da nemogoče. Je pa res, da so tam nekje 30 do 40% dražja. To je neki normalni tisti procent iz mojega stališča. Mislim, predvsem zaradi pridelka in pa seveda samih ekonomike pridelave, ker drugače se nam dejansko ne splača, oziroma če nimamo neke podpore še strani države, je potem nesmiselna oziroma nerentabilna sama pridelava. Najlepša hvala, gospod Vogrin. Torej, ja, enako vprašanje za vas. Je lahko ekološki pridelek poceni? Ste že poudarili, da potrošnik se je malce spremenil, ne? Da ni vse o ceni, pa vendar nekateri pa ne. Ja, spet bom ostal pri sadju. Pridelava je drugačna, zahtevnejša, z manj sredstvi, ki jih lahko uporabljamo. Pridelki so nižji. Če to vzamemo in seštejemo, je jasno, da je produkt oziroma količina pridelka z višjimi stroški. Takšno sadje bi moralo biti dražje. Če pogledamo jabolka, je ekološka jabolka, ki je pridelana v ekološki pridelavi, so vedno dražja. In to je teh 20, 30, 40%. To je tudi pridelek, ki je manjši. Teda to je normalno in jaz mislim, da to ljudje vejo. Tak je, nekaj drugače. Vseeno pa ni cena nedostopna, verjetno, gospod Korošec. Ja, to je kakor za kogar, ne? Danes moramo gledati vseeno, da imamo zelo velik razpon v naši državi kupne moči med ljudmi, zelo različen, tako da načeloma jaz nimam tej zgodbi več kaj dodati, kot to, da dejansko zaradi vseh omenjenih že razlogov so ti pridelki dražji. Mogoče še lahko samo rečemo tudi to, da pridelava na manjših površinah, tudi da na koncu manj produkta in ne moramo konkurirati, ker lahko bomo pa zasledili recimo ekološke pridelke iz tujine, ki pa bodo cenejši, kot pa so naši lokalni, ne. Kjer je tudi spet kup faktorjev, ki je na to vplivalo, ne. Tako da dostopni, jaz mislim, da nekemu srednjemu razredu in pa so, medtem ko pa marsikomu, ki bi mu pa morda celo morali biti, recimo kakim ranljivim skupinam, ko so pa starejši, ki imajo nizke pokojnine ali pa
Danes se dostikrat še jezimo tudi otroci naši, ki v šolah zaradi teh javnih naročil ne pridejo dovolj do teh izdelkov, ne. Tu pa niso še toliko dostopni, kot bi morali biti, ne. Mogoče tudi zaradi te razlike v ceni. Najlepša hvala, sledi še en kratek reklamni blok. Gledalke in gledalci, ostanite v naši družbi. Ja, gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni nazaj. Pred oglasi smo govorili o tem, da tudi v šolah in drugod, se pravi ranljivejšim skupinam, mlajšim in starejšim, ta ekološka hrana ni tako dostopna. Pa vendar neki kriteriji v Sloveniji so za šole, a ne? Ja, se pravi, mi imamo načeloma zakonodajno določeno, da morajo javni zavodi kupiti, mislim, da je zdaj od 15% ekoloških živil. Vendar to do sedaj ni bilo kontrolirano. Je pa od zdaj naprej, se pravi, bo to tudi bolj kontrolirano v samih javnih zavodih in pričakujemo, da se bo bolj upoštevalo in da bo tudi ekološka hrana prišla, se pravi, do naših otrok v večji meri, sicer je že, a ne, tudi v vrtce, šole je že prihajala, ampak da bi se to bolj spoštovalo in več tega dobavljalo. Želimo pa si seveda, da bi prišla tudi v bolnice, tudi v dome za starejše občane, ne. Ena možnost, lahko, da zdaj mi je padlo. Pa boste začeli še z ena možnost, na primer, če želite? Ne, htela sem reči, da si želimo domače. Ja, no lahko. Lahko čisto drugače? Te pa namesto ena možnost začnite drug stavek. Želimo pa si seveda, da bi ta hrana bila naša, slovenska ekološka hrana, ne? Ker tu se potem s to ceno, ki vedno iščejo, se pravi, najnižjo ceno pri javnih zavodih, dogaja to, da prihaja pa ekološka hrana iz tujine, ki jo veliki grosisti pripeljejo, ne? In njim je tudi to velikokrat lažje vzeti, kot pa našo ekološko hrano. Ampak to rešitev treba na državni ravni iskati, ne? Ja, pa tudi v osveščanju samih, se pravi, šol, vrtcev. Mi, ko smo delali na terenu, smo velikokrat ugotovili, da je veliko odvisno od tega, se pravi, kdo je ravnatelj, kdo so kuharice, koliko so odprte za te stvari, za način kuhanja, ne. Kakšne tudi imajo možnosti, recimo šole in vrtci v svoji kuhinji za pripravo določenih obrokov, ne. Tako da se da te rešitve najti. Tudi to povezavo, se pravi, ali smo sposobni ekološki kmetje dobaviti dovolj ekološke hrane, da bo dovolj za vrtce in šole. Da ne bo potem zmanjkalo. Tako, ne, ker lahko tudi oni naročijo več, kot smo mi sposobni dobaviti. In tu smo imeli en krasen projekt pred časom, ki ni bil vezan samo na ekološko, bil je vezan na regionalno, kjer se je takrat gospa Daniela Kocovan ukvarjala prav s tem povezovanjem šol in vrtcev z lokalnimi pridelovalci in je super uspelo. In ti vrtci, ki so takrat pristopili, še danes ogromno hrane jemljejo. In tudi mi, recimo jaz sem tajnica Združenja ekoloških pridelovalcev severovzhodne Slovenije, še danes v bistvu naši kmetje prodajajo hrano in smo vezani s pogodbami recimo na te vrtce. Tako da se da, so zelo dobri primeri že obstoječi. Ko smo pri spoštovanju ekološke hrane, gospod Horvat, kaj pa spoštovanje poklica kmeta? Se vam zdi v Sloveniji, da smo ponosni na kmeta ali da je še vedno mentaliteta, da je to slabši poklic? Ja, predvsem na podeželju nekako vidimo, da je ta poklic kar dobro sprejet, razumljivo, zaradi tega, ker je tudi populacija samih kmetov večja. Je pa strani, tako če gledamo bolj te mestne ljudi, je pa malo drugačno. Tudi še dejansko v učbeniku za 3. razred je dejansko definicija kmeta zapisana kar boleče, če tako rečem, dejansko neizobražen star človek. Tako da to ne bi smelo biti v učbeniku. To je dejansko zastrašujoče, če tako gledamo. Sam kmet je dejansko ni le kmet, ampak mora biti vse od ekologa do ekonoma, včasih tudi pravnik, potem naravovarstveni. Pa logistiko mora imeti v malem prstu. Seveda logistika v malem prstu, potem biolog, kolikor je živinorejec, še dejansko mora vedeti vse o tej njegovi živini, ki jo dejansko doma ima. Tako da dejansko bi ta poklic moral biti še več vreden, kot danes v resnici je. Čeprav vidimo, vsi strokovnjaki, vsak se ukvarja z eno samo panogo, kmet je pa dejansko tako širok poklic, da
je vreden nekaj več, no, ni le to, vse vem, imamo tudi takšne kmete, ki dejansko so, kako bi rekel, tisti nepravi kmeti, ki imajo dejansko samo površine zaradi subvencij ali pa kaj takih, ampak tisti pravi pridelovalci pa dejansko so zelo izobraženi, tudi današnja struktura, če gledamo, ogromno je že diplomiranih kmetijcev, potem tudi že magistrov kmetijstva na samih kmetijah, tudi mladi prevzemniki so zdaj že večini izobraženi kmetje, niso to, v starih časih so bili le za osnovno šolo ali pa kaj, zdaj pa že vsi imajo vsaj poklicno šolo, večinoma pa že tudi vsaj diplomo, no, po bolonjski stopnji. Tako da tole učbeniko je treba nujno popraviti. Seveda, vsekakor. Gospod Vogrin, kako pa lahko digitalizacija in tehnološke rešitve doprinese torej k trajnostnemu kmetijstvu oziroma kako lahko kmetovalcu pomaga? Na 100 načinov. Jaz mislim, da brez digitalizacije si ne znamo več predstavljati kmetijstva. 100 let nazaj so orali z konji ali pa z voli, potem so pa prišli traktori in danes so pa prišle kakšne druge stvari. In vse se spreminja. Danes jaz se ne znam predstavljati enega sodobnega traktorja brez GPS naprave notri, ker mu ti odtipkaš, kje imaš tvojo parcelo in on ti točno zračuna, koliko boš rabo semena, koliko boš rabo škropiva, ti zna posejati, če ti malo hitreje pelješ, pač več semena potrosi. Tako da digitalizacija je zagotovo nujno, pa ne zlo. Pri nas na Fakulteti za kmetijstvo se dosti s tem ukvarjamo. Na katedri za biosistemsko inženirstvo razvijajo robote skupaj s študenti, ker se študenti učijo. Tisti robot recimo zna se sam peljati po njivi, zna poiskati plevele, jih poškropiti. To je nekaj danes čisto normalnega. Roboti, ki nam znajo oceniti, kakšen bo pridelek, roboti se razvijajo, ki nam bodo znali se peljati na višino in oceniti, kje se pojavljajo kakšne bolezni, ali je treba kaj intervenirati in bodo tudi to znali narediti. Tako da jaz mislim, da brez tega bo težko sodobno kmetijstvo šlo. Najlepša hvala. Ko smo ravno pri boleznih, tudi narava včasih ne prizanaša. Pozeba je spomladi dostikrat prisotna. Kako pravzaprav ravnati preventivno, gospa Korošec? Ja, to so pa take višje sile, rečemo. Včasih se da, včasih pa tudi nič ne moremo, tako odvisno o kakšni kulturi govorimo. Verjetno vam bo gospod Vogrin lahko bolj dal natančne podatke, kako se v bistvu jagode pri tem zaščiti. Tako da imamo možnost sicer recimo krepiti rastline z določenimi pripravki, kadar so ti šoki, ampak to ne prepreči popolnoma neke pozebe. Potem imamo možnost raznih vetrnic, potem biodinamiki škropijo recimo z baldrijanovimi pripravki, ekologi potem uporabljajo alge ali pa razne alge mešane z rastlinskimi ekstrakti. Vendar pa na velikih površinah, tako kot so recimo njivske površine, kjer je vse na odprtem, tam pa praktično si včasih prepuščen sam sebi. Mislim, sam sebi, naravi v tem primeru in višji sili. Dejansko si vse, kar si lahko naredil, si lahko naredil prej. Si lahko pomagal, če imaš dobro založena tla, da je rastlina dobro preskrbljena, pa je zato mogoče bolj utrjena in bo bolj dolgo zdržala. Včasih pa se tudi nič kaj dosti ne da. Gospod Vogrin, verjetno vestno spremljate vremenske prognoze in napovedi, tako za vaše jagode kot sicer, torej kaj svetovati nekomu, ki ima doma sadno drevje, da ne pride do pozebe, če pade temperatura, ko je zunaj pravzaprav čez dan že zelo visoka, po noči pa se spusti pod ničlo. Spremljanje vremena je nujno. Vsak, ki se ukvarja s kmetijstvom, je to vsakodnevno pravilo in današnje napovedi so kar natančne, tako da jih kar lahko zaupamo. Izkušnje zadnjih 5 let so nas naučile, da koncem aprila večkrat pride hladno vreme. Lani je bilo -8, -7 in je bila pozeba velika. Zdaj za letos nam kaže dobro. Jaz upam, da bomo zvozili do konca aprila in potem začetku maja. Ledeni možje so namerno nekje postavljeni, ne da se vedo, kdaj lahko mraz pride, ampak april je tisti mesec, ko še je velika nevarnost. Vso sadno drevje je praktično cvetelo. Zdaj je v zelo kritični fazi. Če se na velikih površinah, kot so nasadi češenj, nasadi jagod, nasadi jabolk, tudi vinogradi, borimo proti pozebi, kurimo v nasadih, vklapljamo vetrnice, dimimo. Nekdo, ki ima doma
5 dreves, jaz mislim, da ne bi smel biti problem jih zaščititi. Če se približuje noč, ko bo v minus in ko ta rastlina cvete, jo oblečemo s kopreno, temi vrtnarskimi tkaninami. Če je veliki mraz napovedan, damo notri eno svečko, ki nam bo temperaturo dvignila za stopinjo 2 dovolj, da bomo ne rabili potem celo leto govoriti, kako nam je mraz odnesel tiste naše 4 marelce ali pa par češenj, ker jih lahko zaščitimo. Ne vedno, dostikrat pa. Da se ravnati preventivno. Ja. Dragi gostje, najlepša hvala za današnji konstruktiven pogovor. Mislim, da so gledalci izvedeli tudi marsikaj zanimivega, kar morda še niso vedeli. Hvala za vaš obisk. Hvala. Vam, dragi gledalci in gledalke, pa hvala za ogled. Ostanite na BKTV še naprej, jaz pa vam želim šele lep večer in nasvidenje.